Ne bo prvič za Slovenijo, da se je v kategoriji U21 prebila na zaključno dejanje Evropskega prvenstva. A za razliko od leta 2021, ko je elita igrala na turnirju v Sloveniji in na Madžarskem, so si naši mladi asi nastop med evropsko smetano zagotovili na igrišču. Le z eno izgubljeno tekmo na 8 obračunih in prvim mestom v skupini, kjer je bila tudi nogometna velesila Francija. To je skupina fantov, ki ima neverjeten karakter. Skupina fantov, ki zelo hitro dojema stvari okoli sebe. Skupina fantov, ki taktično zelo hitro pobere stvari, jih akceptira in praktično v praksi sprovede na igrišču. Neverjetna kemija, neverjetno prijateljstvo. Tiste stvari, ki jih moštvo mora imeti, da praktično lahko naredi rezultat, ne glede na to, ali je favorit na tekmi, predvsem pa takrat, kadar ni favorit. In to se je pokazalo tudi v teh kvalifikacijah, ki moram reči, da odkar sem del tega strokovnega štaba, neverjetna povezanost med štabom in igralci, selektorjem Miletom, zdaj v vlogi direktorja, ki je opravil neverjetno delo. Prevzeti mesto selektorja potem, ko je podvig uspel Milenku Ačimoviću, je bil za Andreja Razdrha velik izziv. Bolj kot se je bližal zbor, bolj so se kopičile neznanke. Urnik se je neusmiljeno polnil z obveznostmi, vendar je predvsem na podlagi strokovnega pristopa in medsebojnega zaupanja slika začela dobivati dokončne obrise. Na koncu smo tu, kjer smo. Seznam je zožen na 26 imen, 4. junija končni spisek, 23 imen, ki bo odšlo na Slovaško v nameri predstaviti Slovenijo v najboljši luči. Približno leto potem, ko so nas na Evropskem prvenstvu navduševali člani, bomo zdaj lahko stiskali pesti za reprezentanco U21. Predstaviti svojo državo v najboljši luči in predvsem ohraniti tisti borbeni duh, ki nas je iz kvalifikacij popeljal do uvrstitve na prvenstvo, to je glavni namen. Ta skupina fantov, ki ima to željo, to neizmerno borbenost, karakter, hotenje, da predstavi Slovenijo na tako velikem tekmovanju, in mislim, da je to tista pozitivna stvar, ki od kvalifikacij naj bi šla tudi na Euro naprej. Žreb nas je poslal v železno skupino v družbo zadnjega in predzadnjega prvaka Anglije in Nemčije. Tudi Čehi še zdaleč niso eksoti. Tempo vodilji. V enem tednu so na sporedu 3 tekme, a ob takšni priložnosti, ki bo za nekatere prišla le enkrat v življenju, ni težko stisniti zob. Mi ne pričakujemo, da bo kdorkoli od nasprotnikov nam ponudil karkoli. To so reprezentance, ki štartajo na končni uspeh. Kar se pa nas tiče, kot sem že dejal, neke strategije so se pripravljale, ki so se sedaj spremenile, načini kako. Ampak ne glede na to, vsaka tekma se začne z 0-0. V nadaljevanje tekmovanja vodita prvo in drugo mesto iz vsake skupine. Slovenija na teh velikih tekmovanjih ima vedno neko podobo. Sposobni smo trpeti, sposobni smo naškoditi marsikomu. To je priložnost generacije, ne glede na to, da to praktično ni ista reprezentanca kot v kvalifikacijah, ampak imamo cilj, to je osnovni preboj iz skupine. Na zadnjem članskem prvenstvu je bil osnovni cilj skok v izločilne boje. Številčni navijači so takrat ekipo ponesli iz skupinskega dela. Prepričani smo lahko, da bodo tudi na Slovaškem plapolale slovenske zastave in pomagale naši nogometni prihodnosti do odmevnega rezultata. Vse, kar je več kot 3 tekme, jaz mislim, da bi bil super uspeh, sploh v dani situaciji. Mislim, da nihče praktično v Sloveniji sedaj ne verjame v nekaj, ampak mi smo tu, mi se pripravljamo, zato mi verjamemo, zato se tudi pripravljamo. Nogomet je, kot še dodaja Razdrh, krasna in hkrati čudna zadeva. Čas je za novo nogometno pravljico.